Stopite z nami v servis, v sklopu katerega deluje prav posebna strojna delavnica. V njej se ukvarjajo z obdelavo kovin in na ta način popravljajo obrabljene stroje. Gre za stroje vseh vrst, za delovne, pa tudi za tiste, ki se uporabljajo v železniškem ali celo ladijskem prometu. No, največ del oziroma popravil pa se izvaja na motorjih, ki so namenjeni za tovornjake in osebne avtomobile. To je strojna delavnica, kateri rečemo največkrat kar brusilnica. V naši delavnici se obdeluje bloke motorjev, glave, glavne gredi, ojnice, kardane. To pa obdelujemo zato, ker zariba, ker se pokvari, ker se pregreje. Potem pa treba narediti obdelavo. Mehaniki razdrejo, mi te dele motorja dobimo razstavljene in jih po komadih popravljamo. V teh primerih je potrebno preveriti, kaj se je točno zgodilo. Najprej narediti neke vrste diagnozo, preveriti, ali je sploh mogoče popravilo tega motorja. Za ustrezno izvedbo zahtevnih popravil pa delavnica seveda potrebuje dostop do pravih informacij in pa specializirano orodje. Kako pregledamo gred, ko pride k nam takoj na začetku? Tu pregledamo na razpoke, trdoto in ravnost. Sedaj se vidi, kako je gred kriva, ker tam na urci kaže, koliko se premika levo, desno. Če je pa ravna, pa bi mogel biti kazalec na enem mestu. Ali je treba brusiti, če je možno, če je dobra, če pa ne, če je pa za nič, če pa pač za nič. Se pa tudi preneha z delom. Na eni strani gre za odpravo posledic neprimernega vzdrževanja, na drugi strani pa za odpravo napak na najbolj obremenjenih delih. Tu so poškodbe na gredi, se točno vidi na tej strani, ta na tej strani in še ta srednji ležaj. To pomeni olje problem, preredko vzdrževanje ali pa tudi nekaj kvalitetnega. Med ležajem pa med gredjo je zračnosti 0,03, 0,04 stotinke, na steno samo. To pomeni, da če gredi ne teče po ležaju, ampak po oljnem filmu, takoj, ko nekaj zagreje, ko nekaj potegne za sabo, bilo kjero kovino ležajno ali kakšne smetke not pridejo, prah, takoj se to nabere med olje in takrat zagrabi. Ker gre za vitalne dele strojev, ki za svojo operativnost potrebujejo popolno natančnost, pri postopkih popravil govorimo le o stotinkah milimetra. Pri glavni gredi, bloku, mostičkih, ojnicah, na vseh teh delih je pomembna natančnost 0,01 do 0,02. Sedaj merimo las, ki ima 0,03, 0,04 stotinke. Teh mer se moramo držati, ker če ni to točno, potem tudi mehaniki serviserji ne bojo sestavili, ker ne bo pritiska ali pa bo držal ne bo dobro. Enako kot naprimer kirurgi, ki za vsakim posegom ali za vsakim potegom opravi eno zelo pomembno delo in dejansko ni poti nazaj ob določenih napakah, enako je tudi pri nas. Se pravi, ob prebrušenju glave, ob prebrušenju bloka motorja lahko pride do takšnih poškodb, do takšnega v bistvu zajema materiala, da potem nadaljnje popravilo ni več mogoče. Ravno kar lahko gledamo, kako popravlja blok motorja, kjer teče glavna gred. Natančnost je v stotinkah se meri in zdaj obdeluje, celo ta je bil celo varjen. Tudi obdelava še malo težja. Na tej strani je stroj za obdelavo valjev cilindrov. Cilindri imajo večje bate lahko, po špecialah prva, druga, tretja. S tem pa dobimo čisto površino, točnost cilindra in tudi obdelava mora biti natančna, da res ima pravo kompresijo, da mehaniki lahko sestavljajo. Ker če ta obdelava ni natančna, potem tudi motor ne bo delal dobro. Tukaj je poškodba, tu se vidi malo udrto, na temu noter se pa vidi, kako je voda. Vedno, ko se motor pregreje, pride voda v cilinder in v takih primerih se poškoduje cilinder, valj se poškoduje. To pa ni več prave kompresije. Če je motor pregret, ne dela dobro, težko, on ne uživa. Tako kot človek, če je bolan, ne more teči na hitro, ne bo tekel sicer na silo, če ga preganjajo. To isto dela motor. Ljubljanska strojna delavnica nudi podporo tudi drugim delavnicam v Sloveniji in tujini.
In gre za edino delavnico, ki zagotavlja tovrstna popravila v tolikšnem obsegu. Naše stranke so avtobusna podjetja, servisi osebnih vozil, večje logistična podjetja, ki imajo svoje delavnice. Zakaj? Nek motor iz kamionskega programa, ki ima nekje 1 milijon kilometrov, je zrel za generalno obnovo. Ob generalni obnovi se vsi določeni deli pretesnijo, določeni deli se pripravijo za nadaljnje sestavljanje. In po takšni obnovi motorja je tak motor in s tem tudi vozilo primerno vsaj še za nadaljnjih, rečemo, 400-500 tisoč kilometrov. Enako velja za oseben program, enako velja za gradbeno mehanizacijo, posebej v današnjih dneh, ko vemo, da so mogoče tudi čakalne vrste za nakup novih proizvodov, ali so to oseben program ali tovorni program, veliko, veliko daljše. Vse pomembnejša niša danes postajajo tudi vitalni deli za oldtimerje oziroma za youngtimerje. To se je pa povečalo zdaj ta moment. To se pa je povečalo, Jaguar je tamle, Dodge je bil, Pontiac, Cadillac, razni traktorji, oldtimerji, motorji. Oni kupijo vozila, ki so bila obnovljena delno ali pa samo toliko, da je šlo v prodajo, potem pa tisti, ki želi, pa to res dodela ali pa popravi popolnoma, cel motor obnovi, ostalo karoserijo in druge stvari. Vsi te motorji, ne vsi, ampak večji del pa res pride sem. Tukajšnji mojstri namreč razpolagajo z butičnim znanjem, ki se ga človek lahko priuči le ob delu. Nek kandidat ali pa delavec, ki pride iz izobraževalnega sistema iz šole, dejansko še ni primeren za samostojno delo. Nekako naša ocena je, da vsaj nekje 5 do 7 let potrebuje fant, da res obvlada zadeve, da zna narediti in potem tudi samostojno zna speljati zadevo. Rečemo od začetka, se pravi od diagnoze, pa potem tudi do končnega, rečemo, zaključka in ga popravila takšnega motorja. To moraš začutiti res s parimi leti, da veš, da to je zahtevno delo, da to, če nekaj narediš napako, moraš povedati, moraš drugemu pa sodelovati, zato ona dva sodelujeta ali pa kakorkoli s fanti treba. Delavnica mora funkcionirati v celoti.